Mi smo tukaj, ura je že skoraj čisto ta prava. Medtem lahko vidite, je nekaj zapisov tudi v klepetalnici. Kot rečeno, mi tukaj v forumu pravzaprav ponujamo različne vsebine iz različnih zornih kotov, tudi naš projekt EPUO, kot ga imenujemo, je iz evropske ravni. Mi skušamo z njim narediti kar se da veliko, ker ima te potenciale, ker je tukaj denar, ker so tukaj pač resursi, ampak na nas je, da to uresničimo, da dejansko kaj naredimo zelo, zelo konkretnega v življenju samem za ljudi. Tako, zdaj pa preden gremo na prvi napovedani prispevek Dijane Lukić iz Zveze društev upokojencev Slovenije, bi predvajali niti ne minuto dolg posnetek s prej omenjenega letnega posveta o problematiki demence, ki jo bo Dijana tudi zelo proaktivno in pozitivno kasneje naslovila. Poglejmo. Kakor da bi Michelangelo želel reči, ne človek, mogoče 300 let, seveda ni hotel to reči, to je bilo 300 let pred Darwinom, ampak kakor da bi želel reči, ne, seveda človek, Bog ni ustvaril človeka, človek se je nekako ustvaril skozi mukotrpna 100 milijone let in skozi evolucijo, vendar Bog je dal človeku tisto, na kar smo najbolj ponosni, kar nam je daleč najbolj dragoceno, in to je človekov človekovi možgani. In to je tisto, se mi zdi, kar zaznamuje ta naš čas, da se bolj kot to, da nam bo umrlo telo, bojimo, da nam bodo umrli možgani, telo bo pa ostalo. Tako, s tem smo nastavili problematiko in Dijana, predajam besedo, prihajaš torej iz ZDUS-a, mi smo partnerji, naprimer v tednih vseživljenjskega učenja, pa še marsikje. Izvoli, povej nam kaj o tudi evropskem projektu Move Your Hands for Dementia in rezultatih vašega dela. Jutri odhajaš v Belgijo, a ne? Tako je, prav na ta projektni sestanek. Hvala lepa. Jaz se moram uvodoma zahvaliti Andragoškemu centru Slovenije za povabilo, za sodelovanje na tokratnem forumu EPUO, pa tudi vsem sodelavcem Andragoškega centra, posebej gospe Zvonki, ker se mi zdi, da imate vedno posluh za ZDUS in sodelovanje z nami. Za tiste, ki ne poznate, ZDUS je Zveza društev upokojencev Slovenije, ena največjih nevladnih organizacij starejši, in me veseli, da lahko tokrat prispevamo pač naše poglede na tako pomembne teme, ki v bistvu zadevajo vse, ne samo starejše. Želimo povedati več o našem delu in o prizadevanjih za bolj kakovosten dan in boljši jutri vseh starejših in drugih oseb, ki živijo z demenco. Pa bom uvodoma poskusila deliti tole prezentacijo. Se pravi, tema je demenca, tiha svetovna pandemija, najdražja bolezen na svetu, bolezen sodobnega sveta, katerih znake bi morali poznati vsi. Pa se lahko vprašamo sploh, če jih poznamo. Če vemo, kaj lahko kot skupnost storimo za osebe, ki živijo z demenco. Zdaj bolj kot tisto klasično predavanje o tem, kaj počnemo v projektu, sem si jaz za ogrevanje pripravila nekaj nalog, v bistvu za vaše ogrevanje, s katerim bomo razmigali naše možgane. Tako da bi vas prosila vseh 103 udeležencev, ki smo še ostali, da se pripravite za sodelovanje. Uporabili bomo spletno klepetalnico, ker mi manjka nekaj digitalnih spretnosti za uporabo digitalnih orodij. Na takšnih srečanjih pa upam, da bo naslednji forum, ki bo na to temo, da mi bo prav prišel. Tako da moja prva naloga bi bila, na ZDUS-u za platformo EPALE, ki verjamem, da vsi dobro poznate, pripravljamo prispevek oziroma blog o demenci, v katerem bomo pojasnili, pa bi samo prekinila, a vidite mojo prezentacijo, ker tamle na ACS videu vidim, da je samo naslovnica. Ja, vidi se dobro. Se vidi, ok. Se pravi, na ZDUS za platformo EPALE pripravljamo prispevek o demenci, v katerem bomo pojasnili, kaj je demenca in zakaj prizadene ravno starejše. Prispevek želimo opremiti s fotografijo,
Ponujene nam imam te 3 možnosti, A, B in C, pa bi vas prosila za vaše mnenje, katera od teh 3 fotografij bi bila najbolj primerna za obogatitev tega prispevka, ki ga bom objavila na platformi Epale. Pa bi prosila, da kar uporabite klepetalnico, da vidim, kakšni odgovori. C, največ opcij za C, nekaj za B, nekaj za A, ena je bila za A. Aha. Okay. Mislim, da jih je bilo največ za C, če sem tako hitro pogledala, ste pa tudi napisali za A in B. V bistvu povsem ustrezna fotografija ni pravzaprav nobena. Zato, ker so takšne fotografije, pa tudi druge podobne, so v bistvu razširjen primer vizualnega starizma. Za tiste, ki še niste se srečali s tem izrazom, vizualni starizem je izraz, ki ga uporabljamo za vse družbene prakse, kjer se starejše ljudi vizualno predstavlja na zelo stereotipen način. To pomeni, da njihove fizične, socialne, psihološke sposobnosti so postavljene pod vprašaj. Zagotovo ste kdaj videli podobo starejše osebe oziroma fotografijo starejše osebe, ki sedi na invalidskem vozičku. S tem nehote sugeriramo na domnevne telesne nezmožnosti teh oseb. Se pravi, mislimo, da je ta oseba šibka, da ne zmore ničesar sama in da je odvisna od pomoči od drugih. Če vidimo podobo starejše osebe z demenco v članku, ki piše o demenci, ki sedi sama recimo na klopci, družbeno impliciramo, da so to osebe, ki ne more več prispevati k družbi, ki se niso sposobni socialno angažirati, ki na primer nimajo več prijateljev. Vse to so podobe, vizualne podobe, fotografije, slike, ki nezavedno krepijo v bistvu naše stereotipe, da je demenca bolezen, ki psihološko vodi v pasivnost in rezignacijo. Če dam še kakšen dodaten primer, je uporaba brezplačnih stock images, ki so prosto dostopne in jih zato ljudje pač na široko in masovno uporabljajo brez kakšnega posebnega razmisleka. So pa to največkrat fotografije, ki dehumanizirajo starejše, ki prikazujejo samo določene dele njihovih teles. Zagotovo ste kdaj videli podobo rok pri starejših ali pa starejšo osebo slikano iz hrbta z uporabo sprehajalne palice ali brez. Gre za podobe, ki se uporabljajo tako v medijskem poročanju kot tudi organizacije, tudi pri nas bo se zagotovo kdaj na naših spletnih straneh našli neprimerno uporabo takšnih fotografij, ker v bistvu nismo še ozavestili, da to pač ni prav. S tem na nek način širimo predsodke in zavajajoče predstavljamo starejše. Kot rečeno, tega se poslužujejo vsi, ker gre za fotografije, ki so pač prosto dostopne, uporabljajo jih tudi raziskovalci, tudi politiki. Zdaj na nas, takšnih zagovorniških organizacij, kot je ZDUS, pa je, da opozorimo, da so to oblike starizma, ki vplivajo na psihofizično počutje oseb in v tem primeru, ko govorimo o demenciji, še posebej pri tistih osebah, ki živijo z demenco. Namreč osebe, ki živijo z demenco, niso zgolj samo njihova diagnoza, so posamezniki z svojo zgodovino, s svojimi izkušnjami, s potrebami, željami, osebnostjo. Diagnoza demence ne opredeljuje njihovih vidikov življenja in niti ne pomeni, da je njihovega življenja konec. Zato je za osebe, ki živijo z demenco, zelo pomembno, da jih vizualno portretiramo, če lahko temu tako rečem, na pravilen način. Ker moramo izpostavljati njihove zmožnosti in potencial in spodbujati njihovo vključenost v družbo. Zato naj bodo vizualne podobe oseb z demenco raznolike, naj poudarjajo njihove zmožnosti napram nezmožnosti. In ker smo uvodoma dali nekih primerov ne ravno najboljših praks, tudi tista opcija C, ki jih je večina izbrala, se pravi, tukaj gre tam, kjer je bila glava z možgani in z svinčnikom, ki briše spomin, to bi običajen človek bi rekel, da ni nič narobe s tem, ampak s tem pač poudarjamo to, kot sem rekla, diagnozo in bolezen dajemo v spredje, zato takšna recimo podoba naj bi bila primerna. Primeri dobre prakse, kjer pa lahko najdete recimo fotografije oseb z demenco, ki promovirajo pozitivno podobo in njihov potencial,
je na primer tale nizozemska spletna stran. Bom potem poskušala v chatu še deliti to stran, da si boste lahko pogledali. Gre za brezplačno dostopne fotografije oseb, ki živijo z demenco v nizozemskem domu starejših. Če bi pa nasplošno govorili o starejših, imate pa tudi spletno stran Centra za kakovostno staranje iz Velike Britanije, ki ima tudi širok nabor brezplačno dostopnih fotografij, ki promovirajo pozitivno podobo staranja, brez stereotipnih načinov prikazovanja in imajo razdeljeno po različnih sklopih, po različnih aktivnosti in je to v bistvu neka živa knjižica, ki jo vsake toliko časa posodabljajo. Toliko o primerih teh pozitivnih praks. Zdaj, če gremo na drugo nalogo, pred vami so naslovi in izseki medijskega poročanja o demenci v Sloveniji. In bomo v teh medijskih naslovih poiskali vsiljivca, se pravi, katera beseda po vašem mnenju ne sodi zraven oziroma ni najbolj primerna. Zdaj prosim, da uporabite klepetalnico, pa poveste oziroma opišete, katera beseda vam je sporna, če preberem naslove. Dementni bolnik ni vezan zgolj na spomine. Do leta 2030 bo predvidoma dementnih že 82 ljudi. Vsak tretji med nami bo dementen. Dementen oče ima težave. Dementen dedi se je obrnil proti nam. Mislim, da sem zbrala zelo očitne primere, se pravi, da ta beseda dementni, gre spet za poudarjanje slabosti, oziroma nezmožnosti. Pravilneje je, da govorimo o osebah z demenco. Namreč, kako govorimo o osebah z demenco, neposredno vpliva na počutje ljudi, ki živijo s to boleznijo. Vpliva tudi na naše družbeno razumevanje te bolezni. Na vse zadnje, če pomislimo, katerekoli besede uporabljamo v komunikaciji, vplivajo na naš način, kako mi razmišljamo, in to posredno vpliva na naše vedenje. In za osebe, ki živijo z demenco, je pač uporaba besed ali fraz, ki jih negativno označujejo ali celo razosebljajo, lahko močno vpliva na njihovo počutje, na njihovo družino, prijatelje. Vpliva na to, kako se oni sami počutijo, kako sami sebe dojemajo, na njihovo razpoloženje vpliva, lahko vpliva tudi na trenutni občutek sreče ali depresije pri njih. Zato je izbor besed, ki jih uporabljamo, ko govorimo o demenci, zelo pomemben in pač prav je, da poskušamo vsi zmanjšati verjetnost, da osebe doživljajo pač stigmo ali diskriminacijo. Če dam en še naslednji primer, na fotografiji imamo dva jogurta. Jogurt pod A ima 20% dodanih maščob in jogurt pod B ima 80% manj maščob. Zdaj me pa zanima, kateri jogurt bi vi izbrali, A ali B. Če tudi uporabite klepetalnico, pa zapišite. Eden A, eden B. Najbrž toliko, kot je udeležencev, toliko bo B. Okay. Sem kar prepričana, da je nekdo že slišal za ta primer oziroma je zelo poznan primer in večina ljudi bi izbrala jogurt pod kategorijo B, tisti, ki ima 80% manj maščob, čeprav sta oba jogurta kvantitativno enakovredna. Se pravi, oba imata 20%. Nobenega. Nobenega je dobra izbira, ampak oba je pa tudi prav, ja. Ker oba jogurta imata isto osebnost maščob, pri obeh je 20% dodanih maščob. S tem primerom sem hotela pa pokazati, da na naše odločitve močno vpliva to, kako so nam zadeve predstavljene. V tem primeru govorimo o kognitivni pristranskosti, ki se poslovenjeno, upam, da se prav imenuje učinek uokvirjanja, v angleščini je to framing effect, ki se zelo pogosto uporablja v oglaševanju, ko hočejo oglaševalci s poudarjanjem besed, določenih besed na izdelku, pač vplivati na to, da prepričajo ljudi, da ta izdelek kupijo. In zdaj, če to prevedemo na demenco, je zelo pomembno, da mi uporabimo pač ta miselni okvir, o katerem sem prej govorila, da je pomembno, katere besede izbiramo, ker mi s tem vplivamo na to, kako drugi gledajo na to realnost. Zato je v komunikaciji pomembno, da demenco
postavimo v pravilen kontekst in da, kot sem že večkrat poudarila, da vedno izpostavljamo zmožnosti in potencial oseb z demenco in nikakor ne njihove nezmožnosti. Način, kako razmišljamo o demenciji, kako govorimo o njej, vpliva na naše dojemanje, lahko vpliva na odnos, ki ga imamo z osebo z demenco in na njihovo vključenost v družbo in na njihovo kakovost življenja. Zdaj, to so bile uvodoma neke aktivnosti, s kateri sem v bistvu želela pripeljati do tega razmišljanja, da ozavestimo, da je ključna kompetenca za opolnomočenje ljudi zdravstvena pismenost, a ne o demenci, ker nam ta zagotavlja znanje in veščine, ki v bistvu krepijo posameznikovo motivacijo in sposobnost pridobivanja, razumevanja in obdelovanja zdravstvenih informacij. In če mi izboljšamo zdravstveno pismenost o demenci, to ne vpliva pozitivno samo na posameznika, ki ima to bolezen in na njihove neformalne oskrbovalce, ampak če stremimo k tem, da se to krepi med splošno javnostjo, med prebivalstvom, lahko to koristi družbi, ker več kot skupnost ve o demenciji, bolje se lahko pripravi na njeno obvladovanje, a ne. Tukaj, kot imam navedeno, malo ljudi ve, da je 40% pojavnosti demence mogoče preprečiti, a ne. Z raznimi priporočili, ki jih lahko posameznik na mikroravni naredi in pa družba na makroravni, s preventivo, kakor je prej dr. Neva omenjala v svojem prispevku, ne, lahko vsi prispevamo k temu, da pač več znanja nam bo zagotovo pripomoglo k temu, ne, da znamo tudi obvladovati svoje težave in težave tudi drugih. Torej, ZDUS sodeluje v evropskem projektu Move Your Hands for Dementia, kjer smo pripravili animacijski video s področja preventive, pa se mi je zdelo smiselno, da ko že govorimo o tem, da si ogledamo kratek animacijski video, kaj lahko kot posameznik storimo na področju preventive. Se zahvaljujemo gospe Jani v animaciji za te nasvete in kot ste videli, so to v bistvu neka splošna priporočila, tako kot je dr. Neva omenila, za zdrav življenjski slog, ki jih lahko vsak od nas usvoji. Zdaj, več je seveda dostopno v spletnem tečaju, ki smo ga poimenovali Bodi povezan. Razvili smo ga partnerji Erasmus Plus projekta Move Your Hands for Dementia. Bom potem tudi v klepetalnici delila tole povezavo, kjer boste lahko hitreje prišli do tega tečaja, ki smo ga v bistvu razvili zato, da bi dvignili pač to zdravstveno pismenost o demenciji. Posebej pa namenjena izobraževalcem odraslih, ker jih prepoznavamo kot tiste akterje v lokalnih skupnosti, ki lahko izboljšajo razumevanje demence. Zato v tečaju tudi izobraževalci odraslih najdejo metode in aktivnosti, kako pripravijo svoja usposabljanja in jih pač prilagodijo situaciji v lokalnem okolju primerno. Se pravi,
pripravljanje za izobraževalce odraslih tako v formalnih kot v neformalnih okoljih. Formalno okolje bi recimo bila tematska srečanja za starejše, kakšne strokovne šole za odrasle, usposabljanja za osebje, ki dela v storitvenih dejavnostih, v trgovinah, na pošti, policiji, ki pogosto pride recimo v stik z osebami z demenco. Kakšna neformalna okolja bi bila pa odprti pogovori s prostovoljci, ki oskrbujejo osebe z demenco, kakšne medgeneracijske aktivnosti, dogodki v lokalnih skupnostih, ki pač spodbujajo razumevanje demence. Lahko je to preprost bralni krožek, kjer se bere knjiga o izkušnji nekoga z demenco. Zdaj, katere so teme v tem tečaju? Poleg uvoda in zaključka imamo modul 1, kjer smo se postavili v čevlje oseb, ki živijo z demenco. Za pripravo tega modula smo opravili več kot 40 intervjujev z osebami, ki živijo z demenco in njihovimi neformalnimi oskrbovalci, tako da se v bistvu v tem modulu sprehodite skozi izkušnjo oseb z demenco in lahko bolje spoznate njihova razmišljanja, njihova čustva in vedenja. Drugi modul je posvečen preventivi, tretji komunikaciji z osebami z demenco v vsakdanjem življenju in življenju skupnosti. V četrtem modulu vas pa popeljemo skozi uvod v pojme in filozofijo demenci vključujočih skupnosti, spoznate pa nekaj primerov dobrih praks, ki jih je mogoče implementirati v lokalnih okoljih. Zdaj, to bi nekako bilo to, kar se tiče mojega prispevka. Jaz upam, da po današnjem srečanju boste vsi šli domov z vedenjem, kako lahko prispevate kot posameznik k zmanjševanju stigme in starizma, ko se govori o osebah z demenco ali o demenci nasploh, da boste usvojili, katera so priporočila za zmanjšanje tveganja za razvoj demence, in ko vam bo morda to vedenje ali pa znanje upešalo, da se boste spomnili, da se lahko obrnete na ta spletni tečaj in pač nadaljujete svoje poglabljanje znanj in vedenj z področja zdravstvene pismenosti o demenci. Odlično, Diana, prisrčna hvala. Odlično, tako kot vedno, z osebne ravni in s strani ZDUS-a. Čestitke tudi za ta projekt in za rezultate, ki jih že imate in verjetno se bo še kaj nabralo. Imamo tudi nekaj vprašanj v klepetalnici, ki so morda res tako bolj zdravstvene narave. Vprašanje, če lahko odgovorite na nje, če lahko, lepo prosim, če to storite kar v klepetalnici. Mislim, da bo najlažje tako. V redu, ja. Zato, torej, zahvale za vse dosedanje govorce in mislim, da res osvetljujemo problematiko z različnih zornih kotov in govorimo o stvarih, o katerih se resnično morda premalo govori ali pa dovolj veliko, samo ne dovolj konkretno. In ena takšnih reči se bojim, da je tudi problematika depresije, ki je narasla po covidu, v času covida pravzaprav, ko so določeni dejavniki, ki vplivajo na njo, pa tudi na njeno prepoznavanje samo še narasli. Z nami je dr. Vesna Švab, ja, tukaj je, evo, tudi naša znanka za že večkrat omenjenega letnega posveta, ker ste govorili o duševnih težavah, o pomenu učečih se skupnosti, pri njihovem prepoznavanju, reševanju in podobno. Danes pa torej žaromet usmerjen v depresijo, ki se pogosto skriva in traja, da jo prepoznamo, kaj šele, da storimo kaj proti njej. Izvolite. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo na to srečanje, za ponovno odlično organizacijo, hvala za poslušalcem, da ste se udeležili, da se boste udeležili tega predavanja o depresiji. Naj najprej rečem na prejšnje predavanje o demenci. Zdaj, depresija zna biti nekoliko podobna demenciji v svoji klinični sliki. Tisto, kar je pa problem pri obravnavi zdaj teh stanj, ki so se včasih tako zelo podobni. Vsi, ki smo depresivni, ki smo bili kdaj depresivni, vemo, da takrat začnejo pešati od naše spoznavne sposobnosti. Je to, da glavni problem stigme ni stigma, ampak diskriminacija in da se ta diskriminacija te skupine tako dementnih, kot tudi včasih dolgotrajno depresivnih, kaže pravzaprav v nekih zlorabah, nasilnem vedenju in o tem, da bo treba seveda poleg
tega, da postanemo bolj pismeni glede teh motenj, vedeti tudi nekaj o tem, kako posledice bolezni vplivajo na posameznike in kolikrat so lahko zaradi tega žrtve različnih oblik nasilja. Torej, ljudje z duševnimi motnjami so 14-krat pogosteje žrtve kaznivih dejanj kot drugi ljudje. No, tako, to mi je prišlo na misel, ko je Diana pripovedovala o demenci. Torej, jaz bom začela govoriti, bom poskusila povedati zelo veliko stvari. Če bom govorila preveč, me prosim ustavite in pa prekinite. Tisto, kar sem mogoče hotela na začetku reči, se veste, duševne motnje so zelo pogoste, med približno tretjino bremena bolezni zavzamejo in depresija kot ena izmed, ali pa kot gotovo ena izmed najpogostejših poleg anksioznosti duševnih motenj prizadene približno 9% moških in 17% žensk, kar pomeni, da se lahko zgodi vsakemu šestemu od nas. Kot en predavatelj rekel na Svetovnem kongresu psihiatrov, torej enemu od 6 od nas se lahko zgodi, ampak poglejte okrog sebe, prav gotovo to ne boste vi. Ko se reče dobrodošli v svetu utvar, veliko ljudi, prav gotovo ali pa zelo velika možnost je, da bo depresija prizadela tudi nas in kar je mogoče še pomembno v tem času, torej obstaja tudi kar ena velika možnost, da so depresivni tudi naši otroci in adolescenti, torej odraščajoči, mladi ljudje, in ta pogostost duševnih motenj v celoti v tej skupini je približno enaka kot pri odraslih, torej okrog 20%, in ta je ves čas približno konstantna. Kar se prav depresije tiče, pa zajame tudi do 8% mladih. Nekaj o znakih, da ne bomo pozabili, depresivno razpoloženje je tako, ki se kaže v neki navadno v izgubi zadovoljstva, potrpnosti, brezupa in tako naprej, z nizkim samospoštovanjem, občutkih nevrednosti in pogosto tudi z občutki, pogosto je kot z žalostjo, se depresija kaže kot neka praznina, obup, torej pomanjkanje volje, perspektive. Pogosto jo spremlja tesnoba in neka pesimistična občutja in pa velika, posebej pri ženskah, pogosta visoka stopnja zaskrbljenosti. Depresivno mišljenje nasploh je zavrto, počasno, takrat, da smo bolj depresivni, razmišljamo počasi, se slabše koncentriramo in pogosto razmišljamo pesimistično. Tukaj so napisani vsi znaki, pa vas ne bom utrujala s tem. Hočem povedati, da seveda je teh znakov, ki govorijo o depresiji, da smo lahko depresivni, zelo veliko, vendar pa je potrebna za diagnozo je potrebno dovolj dolgo trajanje in kombinacija teh znakov, ki zadostuje diagnozi depresije. Žalost ni depresija. Torej, žalost je del življenja in jo poznamo vsi, tudi če traja nekoliko dlje. Depresija pa je neka motnja, bolezen, ki jo je mogoče obvladovati z različnimi metodami zdravljenja in pomoči, o katerih bom govorila kasneje. Nekoliko drugače se kaže ta depresija v mladosti in pa v otroštvu kot v odrasli dobi. Otroci, se veste, kadar so žalostni dolgo časa, imajo pogosto telesne simptome, to je tudi pogosteje pri starejših kot pri odraslih ljudeh. Pri odraščajočih, pri mladostnikih pa
pogosto gre za neke, kaj ne rečem, razdražljivosti, občutke jeze, kaže se lahko depresivnost z slabim funkcioniranjem, z občutki, da so osamljeni, da jih nihče ne razume in podobno. Tudi samo poškodovanje je pogosto lahko znak depresivnosti, da ga ne bomo, ni pa seveda nujno povsem z depresijo povezan. Pri starejših se depresija začenja malo podobno kot demenca. Najprej se začne z nekimi spominskimi motnjami, ki so lahko kar zelo hude in kažejo na to, da gre pravzaprav za nek upad kognitivnih sposobnosti. Če natančneje pogledamo, kaj je za temi ljudmi, pa vidimo, da so pravzaprav globoko potrti. Pri starejših se pogosteje pojavljajo tudi utrujenost, izguba apetita, zanemarjanje samega sebe, zelo slabo spijo in seveda nočejo, depresiven človek ne želi v družbo, ne želi med druge ljudi. Zdaj gremo k drugemu sklopu tega predavanja, kaj pa privede do depresije. Prav gotovo vsi veste, da gre za kombinacijo pri vseh duševnih motnjah, za neko sodelovanje bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. In seveda tle so različni povzročitelji in sprožitelji te motnje, o katerih je mogoče zapovedati v tem okolju to, da najpogosteje spregledamo biološke dejavnike, ki vplivajo na depresijo. Torej mi vemo recimo, da je v epidemiji covida prišlo do kar hudega porasta depresivnih motenj, takega v zgodovini merjenja pogostosti duševnih motenj še ni bilo, čeprav je bilo ta porast verjetno nekoliko ali pa bil verjetno prehoden, pa bo počasi se umiril, ampak kakorkoli že, v času epidemije tega virusa smo zaznali v teh mednarodnih študijah o pregledu raziskav, se je pokazalo, da je depresivnost kar močno narasla, najpogosteje pa tudi druge duševne motnje in najpogosteje pri mladih ljudeh. Torej prišlo je do neke krepitve, predvsem anksioznih in pa depresivnih stanj v tem obdobju, ki pa je verjetno bila bolj posledica stiske povezane z epidemijo kot česa drugega. Tisto, kar sem hotela posebej nasloviti v tem predavanju, pravzaprav pa je nekaj, kar je pomembno tudi za demenco in za druge oblike duševnih in nevroloških motenj. Torej na nastanek in potek depresije močno vplivajo tudi socialno-ekonomski vzroki. Torej vemo, da seveda so samomori pogostejši v ljudeh, v okoljih, kjer je več revščine. Ta Gini koeficient pokaže, da pravzaprav so najbolj ogroženi, kar se depresije in samomora tiče, ljudje, ki živijo v revnejših in bolj zapostavljenih okoljih, in da so seveda posebej ogroženi ljudje, da so izjemno ogroženi ljudje, ki so zadolženi. Torej, dolg, biti dolžan, je posebej v naši kulturi nekaj, kar lahko močno poveča samomorilno nevarnost. Torej, v časih ekonomske krize, in ekonomska kriza se nam najbrž ali pa skoraj gotovo bliža, če ni že tukaj, se izkaže, da seveda poraste število duševnih motenj, med njimi tudi depresivnih, in v pretekle ekonomske krize so nas naučile, da v takih časih seveda naraste tudi število samomorov, pogosto samomorilnosti. Torej, države, ki so se v pretekli 2008 ekonomski krizi dobro znašle v tej ekonomski situaciji, so bile skandinavske države, v katerih so dokazovali, da je mogoče vendarle pa to tako imenovano normalen porast slabega duševnega zdravja v času krize moderirati z uspešnimi ukrepi. In ti ukrepi so po mednarodni literaturi povsem jasni. Tisto, kar je mogoče narediti pred navalom depresivnosti, je, da se
potrudimo s tem, da imamo čim več aktivnih programov zaposlovanja, da pomagamo družinam, zato da družine lahko pomagajo otrokom, zato da učinki krize niso transgeneracijski, da je treba obravnavati osebe da je treba v skupnosti obravnavati osebe z visokim tveganjem za slabo duševno zdravje, torej najbolj ogrožene, da je treba pristopiti čim bolj skupnostno, čim bolj neposredno, obvladovati zadolženost, preprečiti oziroma zmanjšati uporabo alkohola in podobno. Skratka, obstajajo neki pragmatični, tudi javno zdravstveni ali pa javni ukrepi, ki lahko zmanjšajo te posledice. Če imam še čas, gospa Zvonka, imam še čas, še par minut, ja. Bi nekaj spregovorila še o zdravljenju depresije, če dovolite. Torej, za zdravljenje depresije uporabljamo zdravila, torej te tako imenovane antidepresive, teh je kar precej skupin, da ne boste mislili, da jih je zelo malo, ampak prav vsa ta zdravila imajo tudi neke neželene učinke in se na splošno gledano v današnjem svetu predpisujejo nekoliko preveč pogosto, zato ker imajo tudi številne neželene učinke in tisto, kar vemo iz zadnjih desetletij raziskovanja je, da jih tudi ni lahko opustiti, ko jih enkrat že začnete jemati. In da povzroča kljub temu opozorilom, pa vendarle predpisovanje antidepresivov hitro narašča. Tudi v času covida v 2010 je bil ta indeks predpisovanja antidepresivov takole, bolj rumena barva pomeni manjše predpisovanje, bolj rdeče, pa v 2018 že zelo visoko predpisovanje, skratka že samo v Sloveniji, pa tudi drugje v svetu je prišlo do, kaj ne rečem, malo visokega predpisovanja teh zdravil, ki niso čisto nedolžne, nekoliko pa je seveda nadaljnji porast predpisovanja pa je povzročil tudi COVID z njegovimi posledicami. Naj povem, da se depresijo seveda ne zdravi samo zdravili, ampak tudi z številnimi drugimi metodami, predvsem psihoterapevtskimi, med njimi so najbolj uspešne te vedensko-kognitivni pristopi, ki nam pomagajo obvladovati duševne stiske na pragmatičen način, na ta način, da poskušamo prilagoditi svoje, ali pa da skušamo vplivati na svoje čustvovanje na način, da se o njem odločamo. Torej, o tem, kako čustvujemo, je mogoče se odločati ob pravšnji podpori. Obstajajo pa seveda tudi številne druge metode zdravljenja, ki so čisto uspešne. Ena izmed bolj uspešnih metod obvladovanja depresije, pa tudi demence, kolegica, je telesno gibanje in pa tudi vsakršne druge dejavnosti, ki potekajo v skupinah in pripomorejo k boljši interakciji. Obstajajo pa seveda tudi številne drugi načini in ne rečem, da med njimi trenutno so zelo na visokem mestu tudi metode samopomoči, ki omogočajo, da si ljudje med sabo pomagamo, kadar smo v stiski. To se je, kot sem govorila že enkrat prej, se je v času epidemije izkazalo za izjemno uspešno. Torej ljudje, ki so bili v skupnostih, ki so bile povezane, so trpeli veliko redkeje zaradi depresivnih motenj kot v drugih skupnostih, poleg tega, da so tudi, kar se tiče telesnega zdravja, imeli neke prednosti pri preživetju. S tem bi jaz zaključila. To je en zdravnik, ki je bil depresiven, pa je pol se začel malo več se musko ukvarjati. Pa mu je pomagalo. Hvala lepa. Doktor Vesna Švab, prisrčna hvala za tale vaš prispevek, že tudi za tistega zadnjega na letnem posvetu. Pomagate nam, da se soočamo z zaskrbljujočimi se zadevami, takimi, o katerih ne govorimo morda radi, si zatiskamo oči,
tudi takrat, ko se kaj dogaja v najbližjem okolju, našem osebnem. Ampak kar doživljam danes pa na letnem posvetu, je pravzaprav to, da obstaja upanje, da obstajajo načini, na katere je mogoče sam vplivati, se pravi kot posameznik, kar je pa za nas, izobraževalce odraslih, še posebej pomembno, so pa priložnosti za samo zdravljenje v povezavi z drugimi ljudmi, se pravi v skupnostih. In učenje, ozaveščanje tukaj igrata odločilno vlogo. Bi pa imela eno vprašanje. Na letnem posvetu smo prisluhnili tudi doktorju Juraku, ki je govoril o telesnem zdravju, vseživljenjskem ohranjanju, spremljanju tega zdravja in nas povabil, da se vključimo v program SlowFit. Ali imate zame, pa še za koga, ki se je počutil izzvanega danes z vašim predavanjem, napotek, kam naj se napotimo, da pomagamo drugim v duševni stiski, v depresiji, kaj lahko storimo konkretnega? Jaz moram reči, moja mama je bila učiteljica, jaz visoko spoštujem pedagoško delo. Tako se mi zdi, da je v vaših rokah je res, kaj ne rečem, prihodnost človeštva, tudi kar se tiče duševnega zdravja. Če bomo uspeli v šolsko okolje, v izobraževalno okolje, privesti preventivne programe, ki bodo omogočali, da bodo ljudje drug drugemu pomagali in da bodo se počutili sposobni, da seveda drug drugemu podajo roke, potem bomo verjetno se izvili iz tega krča nenehnega dopovedovanja, da gre vse narobe in da si ne moremo, da so vsi že neki bolani, pa ne samozavestni. Skratka, jaz mislim, da je ogromna moč v pedagoški stroki, ki lahko sporoča strpnost, sodelovanje in pa prijaznost drug drugega. Torej, ena izmed ključnih besed, ki se je pojavila na področju duševnega zdravja v času epidemije, je bilo, da dajmo začeti se učiti prijazno komunicirati z drugim, dajmo nekako dograditi to kulturo komunikacije na spremenjen, na drugačen način, in to moram reči, da je bolj v vaših rokah, daleč bolj v vaših rokah kot v psihiatričnih. Tam, kjer delate, tam, kjer je vaše mesto, je tudi največ možnosti vpliva. Če boste lahko vplivali na mlade ljudi, da bodo spremenili načine komuniciranja, ki je danes v javnosti izjemno surov, jaz tega v svojem življenju še nisem doživela, bi jaz rekla, tako surove medijske komunikacije, kot se dogaja ta hipno. Pa se mi zdi, da je res v vaših rokah, da boste naučili naše otroke, da bodo znali drug z drugim komunicirati na prijaznejši način, in če bomo dosegli to, si bomo tudi lažje sicer pomagali. To mi pride zdaj na misel. Drugače pa seveda obstajajo številna društva, nevladne organizacije, tudi strokovne skupine, ki bi morale pospešeno organizirati neke skupnostne oblike medsebojne pomoči, da bi se lahko, kaj ne rečemo, uprli tej črnogledosti, ki nas zdaj preveva v družbenem življenju. Tako nekako, to mi zdaj na misel prišlo. Hvala lepa za tale odgovor. Mi si bomo vsekakor prizadevali kaj storiti na tem področju, tako na ravni Andragoškega centra, kjer se morda malo premalo ukvarjamo s problematiko zdravja, pa recimo, da začenjamo s tem forumom utirati pot kasnejšim aktivnostim. Dr. Maherjeva nas je povabila, da sodelujemo v misiji Rak. Diana, da širimo spletni tečaj, se pravi, da pomagamo pri nekako širjenju oziroma premagovanju stigem in širjenju pravilnega znanja in vednosti o demenci. In zdaj še vi s povabilom, da tako mlade
odrasle, starejše osebe, vse pravzaprav potegnemo iz enega brezna, v katero smo kot družba na mnogih področjih, pravzaprav ne samo na zdravstvenem, zabredli, da prispevamo k temu, da so svetlejši, boljši časi na vidiku in da jih zaživimo čim prej. Hvala lepa še enkrat. Tako, zdaj bi si pogledali še en vaš prispevek z letnega posveta, kjer pravzaprav ponovite to, kar smo zdaj zaključili, ampak kljub temu poglejmo z vašimi besedami. Naj povzamem, torej izobraževanje za delo v skupnosti je v skladu za delo na področju duševnega zdravja v skupnosti je v skladu z mednarodnimi priporočili tako, da se na prvem mestu ozira na človekove pravice. Torej, če začnete spoštovati, bom povedala po domače, če začnete spoštljivo ravnati za ljudmi, ki so v hudih stiskah, se njihovo stanje popravi. In je, torej treba imeti javno zdravstveno fokus, treba je podpirati, upoštevati ta recovery model, ljudje rabijo pot do okrevanja, ne morejo tega, tega ne morete narediti, kot drugje v medicini, ljudje potrebujejo proces, da se postavijo ponovno na svoje noge in potem se večinoma postavijo. Ja, strpnost, spoštovanje, prijaznost, same lepe stvari, ki pa jih ne živimo vedno, ki si jih ne poklanjamo vedno. In to, kar damo od sebe, to dobivamo. Imejmo vedno to v mislih. Zdaj pa še zadnji prispevek, prav tako posnetek, magistra Mojca Vozel, iskalka starodavnih znanj o prehrani, pa hkrati tudi uresničevalka teh spoznanj, nas bo poskušala navdušiti, da ji sledimo. Prisluhnimo najprej. Lep pozdrav, jaz sem Mojca Vozel in moja tema je danes iskanje svetega grala o hrani in zdravju, stara znanja za nove čase. Zdaj, zakaj sem si izbrala to temo? Zato, ker v življenju daleč najrajši brskam po starih zgodovinskih virih, še posebej o zdravju in o prehrani starih kultur. In seveda je večkrat me že kdo vprašal, ja pa Mojca, zakaj ti to sploh počneš? Ja, recimo, kaj ti zdaj pomaga, če veš tam vseh 900 zdravilnih učinkovin in pripravkov, ki so jih stari Egipčani dali tam v en papirus in ti to vse spoznaš in to veš, kako ti zdaj to pomaga, saj ne živiš tako kot oni, kako boš pa zdaj to spravila v življenje. Ali pa kaj ti recimo pomaga, če zdaj veš, da so stari Grki uporabljali kot zdravilo nekaj, čemur so recimo rekli oksimel, in a ti sploh veš točno, kaj so oni delali, saj nisi takrat živela in kako pa veš, kaj boš s tem zdaj počela, koliko je to sploh za nas uporabno. Večkrat mi tudi kdo namigne, da recimo, stara znanja, saj to je pa vse okej, ampak glej, oni so pisali po kamnih, pa tam po stenah so pisali, mi imamo pa danes druge, moderne metode, pa imamo moderno znanost. Torej, recimo takole, bi lahko rekli, da danes gledamo na stare civilizacije, ali pa recimo tale, kaj pravite. Facebook je zelo podoben staremu Egiptu, ljudje pišejo po zidu in obožujejo mačke. Tam je všeč. Ali pa recimo tale, tam je tudi zelo všeč. To je ena glinena tablica iz Mezopotamije, sumerska. Ja, kako so pili pivo.
In veste, ta zgodba o Mezopotamiji, o Sumeriji in o pivu je zelo pomenljiva. V bistvu je izvorna zgodba naše prehranske kulture, kje smo mi naredili največje napake za svoje zdravje. Mi pa jo gledamo, kot da je reklama za pivo, ne? Pili so pa, vidite, iz enih vrčev so pili ven iz več ljudi naenkrat in take velike slamce so imeli. Evo, to malo za šalo za začetek. Meni občutek vse življenje govori, da imamo mi pred sabo v teh starih civilizacijah, starih kulturah veliko znanja, bisere, ampak mi ne vemo, kaj točno imamo pred sabo, kaj zdaj ti biseri so in kaj ne bi z njimi počeli. Zato seveda, da bomo mi vedeli, kaj delamo s svojim telesom, da bomo lahko rešili tudi najtežje bolezni, da bomo mi bolj zdravi, da bomo mi bolj umirjeni, prizemljeni, ker bomo bolje poznali svojo zgodovino. Moderna družba je precej odtrgana od tega, mi kar živimo v enem tehnološkem mehurčku in se v bistvu ne zavedamo, da smo malo ali pa zelo odtrganih od teh starih znanj. In če bi to nazaj povezali, mi bi se katapultirali v višjo dimenzijo razumevanja, življenja, zdravja, dvignili bi zavest. Kaj sem zdaj mislila s tem svetim gralom? Torej, najprej vam bom povedala, kako sem padla v past. 20 let nazaj. Kmalu po tam na prelomu tisočletja, torej zgodnjo 2000, nekaj let po prelomu tisočletja, sem imela že kar veliko zdravstvenih težav, že kar nekaj časa, že od otroštva, ampak tam od polnoletnosti pa pol naprej se mi je dogajalo zelo veliko stvari, ki mi niso bile všeč. Zelo sem se bala, da se mi bo začela ponavljati neka kritična, kronična stanja na črevesju, ker sem imela rane na črevesju in pa še pol zaporo črevesja, ko so me peljali v bolnico, ko sem mislila, da bom mogla imeti operacijo, pa na srečo ni bilo potrebno. Hkrati tisto, kar je bilo pa poleg raznih vnetij, ki so se mi ponavljala, je bilo pa najtežje moje grlo. Kronično vnetje grla, imela sem laringitis in to se je ponavljalo večkrat na leto in se je vleklo več tednov, minimalno 3-4 tedne, največkrat pa po 2 meseca. In jaz sem imela tega toliko dovolj, ker to je šlo potem na ščitnico, na glasilke, na dihala, na pljuča, na sinuse, skratka, ni bilo prijetno živeti za vsemi temi stanji in seveda sem iskala rešitve. Zdravniki pač so mi dali neke protibolečinske tablete, že takrat za rane na črevesju, nič niso ugotovili, kaj mi je. In sem videla, da moram si pomagati sama. In to je v meni prebudila eno tako veliko željo po iskanju in ideja, ki se mi je nekako ves čas vrtela po glavi, je bila ta, da če sem jaz sebe spravila v tako stanje, toliko nizko, če je pot šla navzdol, pa kje piše, da ni pot tudi navzgor? Absolutno telo, ki se je toliko zrušilo, morajo obstajati neki mehanizmi, da se jaz pol nazaj, da se lahko dvignem. In preizkusila sem praktično vse možne diete, ki sem jih našla, zato sem videla, da je s hrano povezano, ni bilo vseeno, kaj sem jedla, to mi je telo že zelo zgodaj začelo kazati, pa najprej nič nisem razumela, potem sem pa začela odkrivati povezave. In takrat sem naletela na en krog,
ljudi, ki so bili pa zelo motivirani za sebe, in to je bil pa krog presne rastlinske prehrane. Takrat je bilo to popularno, tudi postenje se je takrat v Sloveniji zelo začelo in so ljudje tam hodili po naravi in so se postili. In jaz sem pač bila v tem krogu presnojedstva ali pa presnega veganstva, če hočete. Nikoli se sicer nisem karakterizirala kot z nekimi nalepkami, ali sem presnojedec, ali sem vegan, ali karkoli, ampak trdno sem verjela, da bo meni ta hrana pomagala, da me bo to spravilo iz vseh teh bolezni, in verjela sem, da je hrana nek sveti gral, zato ker ko jaz določenih stvari nisem jedla, mene ni bolelo. In ko sem pa prišla v ta krog ljudi, sem pa tudi videla, da oni tudi to verjamejo. In tam je bil en mlad gospod v 20 letih življenja, sredi 20, jaz sem bila tam okrog 30, in on je že okrog 2 leti to prakticiral in je delil nasvete. Takrat še ni bilo Facebooka, tako da so bile take spletne forumi skupnosti, to so bile dokaj redke. In on je govoril, da ja, zdaj pa dajmo jesti samo sadje, zelenjavo, oreščke pa semena. Nič soli, nič ne bomo kisali, nobenega mleka, nobenega mesa, nobenega medu, nič, samo tisto strogo rastlinsko prehrano. Zakaj? Zato, ker ko ti nekaj mesecev ješ to tako presno prehrano, potem se telo resetira, nikoli več ne zboliš. Ali pa mogoče imaš še kakšen manjši ali pa tudi večji, ampak tako kratkotrajen detoks, telo to vrže ven neke packarije, potem pa mogoče imaš še kdaj kakšen prehlad, ampak to v 24 urah običajno izzveni in stvar je rešena in potem ni kaj, moraš ostati zdrav. To je bila seveda teorija. In ideja je bila ta, da če ješ hrano, ki ima ohranjeno izvorno kodo planeta, torej rastlinska hrana, in pa da je to surovo, točno tako, kot je mama zemlja to naredila, potem zelo kmalu ugotoviš, da nič več ne zbolevaš. Wow, a veste, to se je meni zdelo verjetno, to se je meni zdelo eno veliko spoznanje in v bistvu, če danes za nazaj pogledam, je to tudi točno. Planet nam daje tisto, kar mi rabimo, mi smo pa potem tisti, ki to zdeformiramo, pa v tovarne nesemo, pa predelamo, pa s to hrano 1000 stvari počnemo, kar bi bilo mogoče boljše, da ne bi. To je bil meni en velik uvid. No, problem je seveda nastal, ker ta gospodič, ki smo ga malo poslušali preveč, ni čist razumel povezave med telesom in neko drugo vibracijo, med vibracijo duše. Potem ga je to naučilo, ker je čez kako leto je precej zbolel. Jaz sem bila pa nekje 3 leta zelo zdrava, kot 1 meter od tal, od te hrane, ker mi je dalo to tudi zelo veliko energije. Ampak potem me je pa tudi mene telo opozorilo, tam 4. leto, je prišlo do situacije, ko sem imela na 6 mestih v telesu naenkrat močno vnetje. Zato, ker so visoke koncentracije peteršilja, pa zelene, pa 1 liter pomarančnega soka za zajtrk, pa 2 kili češenj za kosilo, pa kakšen sok pese, po katerem mi je bilo običajno ful slabo, ampak sem mislila, da je to za mene dobro. Vse to je naredilo ene močne procese v mojem telesu. Delala sem s previsokimi koncentracijami in to, veste, je bilo vredno najboljšega hardcore detox protokola. To zdaj danes vem, takrat nisem. Igrala sem se z ognjem, z izvornim znanjem planeta, s previsokimi koncentracijami. V tej hrani so bile določene informacije, ki jih jaz nisem čisto razumela. No, tam je bil pa zdaj tudi en drug človek, ki pa mi je bil zelo zanimiv, v bistvu ga pa niso marali.
predvsem tisti, ki so jedli strogo to vegansko dieto. In ta človek je govoril, pa saj ima tudi surovo mleko moč zdravljenja, pa to je zdravilo. In nekako se mi je to začelo dozdevati, da bi pa morala preveriti. In se šla preveriti, sem se za ene par mesecev zakopala v študije, pa tam do starih Grkov, pa zdravnike 100-200 let nazaj, kaj so delali. In sem videla, da je tudi Hipokrat zdravil s surovim mlekom, da je tisočletja do nedavnega mleko veljalo za zdravilo. Danes pa vemo, je za mnoge ljudi, dobesedno rečejo, to je pa za mene strup. Za zdravilce 20. stoletja še vedno je pa bilo rešitelj, zdravilo, ampak tisto so bili te naravna higiena, tam, kjer so uživali pretežno ali pa 100% tudi stvari surove. No, ampak tam se stvari niso končale. To je bil za mene en šok, torej, da ni samo rastlinska hrana tista, ki ima v sebi zdravilno kodo, ampak da je očitno tudi viri hrane, ki pridejo živali, da je tam tudi lahko zdravilna koda. In sem videla, da tudi ameriški domorodci, tako imenovani indijanci, so imeli znanje, kako recimo meso bizonov uporabiti za dvig moči, za obnovo telesa in kako ob tem prakticirati celo duhovnost. Ampak stvari grejo pa lahko še dlje, ne samo, da imate tam Sioux indijance, ki jejo surovo meso, ampak greste še bolj na sever, pa pridete do Inuitov, torej do Eskimov, ki pa imajo za naše pojme še veliko hujše prehranske prakse. Kaj so pa oni delali? A veste, kako so oni premagali zimsko depresijo? Ker tam na severu, vemo, je 6 mesecev bolj ali manj tema. Sonca skoraj ni in človek v takem okolju, ko ni dnevne svetlobe, hitro postane depresivn. In kaj so oni delali? Ja, ujeli so tiste ribe, pa meso, recimo losa ali karkoli, in so to v eno luknjo zakopali za več tednov in mesecev. In so to tam pustili fermentirati oziroma gniti. In to je, ko so odprli, je blazno smrdelo. Kaj so pa pol naredili? Potem so pa vsi odrasli pa otroci, tisti, ki so bili že toliko veliki, da so to lahko naredili, imeli obred in so tisto malo mesa, eno tako majhno kroglico pojedli, kljub temu, da je toliko smrdelo, da nisi mogel iti na par metrov mimo, da se ti ni obračalo. In so tisto malo zadevo pojedli in so si s to specialiteto dvignili veselje do življenja in brez depresije preživeli tistih 6 mesecev severne teme. To je bilo meni wow, kaj so delali, pa zakaj so to delali? Pa to je, gnitje. V bistvu so s tem vnesli bakterije, predvsem E. coli, ki se jih mi v današnjem zahodnem svetu zelo bojimo. Dejansko pa je znanost v šele zadnjem času odkrila, da je stanje te bakterije E. coli, če imate vi dosti, po domače rečeno, bakterij E. coli v debelem črevesu, je tam direktna povezava v vaše možgane in toliko ste srečni, veseli, zadovoljni, mirni, kot imate tam tistih bakterij E. coli. In iz študij danes vemo, da ima večina zahodne populacije razvite družbe osiromašene te kolonije E. coli v debelem črevesju in da, ker preprosto ne jemo več bakterijsko bogate hrane. No, zdaj, bolj kot sem pa spoznavala te stare kulture, bolj pa mi je bilo jasno, da ni samo hrana tista, da oni so imeli še nekaj več. Oni so bili povezani z naravo, z izvorno silo, prav čutili so, kaj morajo iz narave dobiti, vzeti, si pridelati, uloviti, zato da bodo ohranili ta svoj mir, zdravje, povezanost, hvaležnost, tudi to duhovno vibracijo.
In takrat mi je postalo jasno, da je hrana ena od izvornih energij, ki jih jaz rabim za svoje telo, ampak telo pa ni samo posledica hrane, ampak je predvsem in na prvem mestu posledica moje zavesti. Torej, kaj zdaj to pomeni? Ko ljudje to slišijo, je prvi odziv običajno ta: a ja, pol pa lahko mi itak jemo karkoli, ker če se jaz zdaj začnem ukvarjati z duhovnostjo, pa malo meditiram, pa imam ljubezen do vsega, potem pa bo itak telo vse samo popravilo, tudi če jaz jem karkoli, tudi če je to zelo slaba hrana. Moj odziv na to, ker sem se tudi sama o tem spraševala, je pač ta, da ljudi vprašam: ja, a imaš ti res toliko veliko moč, da lahko transformiraš te toksične snovi, to odpadno industrijsko hrano brez življenjske sile, in da to spremeniš v nekaj, kar te bo pa hranilo, znotraj telesa znaš to z svojo duhovno silo transformirati, da bo nekaj, kar je v bistvu toksično za telo, potem pa postalo nekaj, kar ti to telo gradi. A res to znaš? Tudi če to znaš, v najboljšem primeru izgubljaš ogromno svoje življenjske energije v tem procesu. Zato jaz vsakemu svetujem, da se vrne na tisto hrano, ki so jo stare kulture nekoč poznale kot hrano, in ta industrijska procesirana hrana, to vse, kar imamo mi iz te predelane hrane, pakirane hrane, ta osiromašena moka, industrijski sladkor, rafinirana olja, konzerve, take stvari, ni druge, lahko ti to sicer ješ, pa rečeš, nič mi ne bo, ker sem visoko duhoven, ampak po drugi strani ta hrana nima tiste življenjske sile v sebi, nima encimov, nima izvorne kode planeta več, in torej kaj se bo zgodilo? Ja, v najboljšem primeru te bo zabilo in ti bo vzelo energijo, v najslabšem ti bo pa povzročalo bolezni. Zdaj, če gremo mogoče na to, kjer smo mi danes, kaj mi danes verjamemo, vemo, smo naštudirali, raziskali skozi empirično znanost o hrani. Imamo ta nutricionistični medicinski ideal, prehransko piramido oziroma prehranski krožnik, smernice za zdravo prehranjevanje. Jaz temu pravim znanstveni sveti gral. In sem zelo hitro ugotovila, da je pomota. To ne deluje. Pri meni ni delovalo in tudi drugi ljudje, ki so se hoteli s tem orodjem postavljati iz bolezni nazaj v zdravje, to ni šlo. Malo zaradi tega, ker pač so še drugi vzroki, seveda, ker morate to na nekih drugih nivojih tudi postaviti stvari, ampak jaz sem bila po tej sledenju prehranske piramide, sem bila čezdalje bolj bolna. Potem sem pa ugotovila, da to ni nič čudnega, ker nobena populacija, nobena kultura v preteklosti na tem našem planetu ni jedla po piramidi in da nihče ni jedel po piramidi in da danes je to pač en konstrukt, eno orodje, ki so ga nam dali okrog leta 1950 in zdaj mi mislimo, da imamo sveti gral, da smo najdli tisto kombinacijo, ki jo mora nekdo uživati, da bo ostal zdrav. Zakaj to ne deluje? Jaz se ukvarjam z prehransko antropologijo, torej z znanji starih kultur, in tam se vidi, če greste vi to raziskovati, da to tudi že dolgo vemo, je že kar dolgo časa, napisane so knjige o tem in točno vemo, da je to tako, da žitna hrana, ki je temelj prehranske piramide, da v bistvu je poslabšala zdravje človeštva, da ga ni izboljšala. Drugi razlog, zakaj ta piramida ne deluje, je pa to, ker se s to piramido, poglejte, zlahka manipulira, ker tudi na kosu pice imate spodaj žita, pa imate nekaj zelenjave,
ne, pa kakšen plod, paradajz, pa imate malo beljakovin, kako šunko gor, pa pač tisti sir, maščobe, pa še eno sladico čez pojeste, pa imate obrok po piramidi. Kaj mi je prineslo to iskanje svetega grala? Ja, prineslo mi je več spoznanj in to bi danes rada delila z vami. Prvo veliko spoznanje je bilo, da jaz danes v tem trenutku stanju zavesti si ne znam vse energije na tem planetu pridobiti iz sončne svetlobe in transformirati tako, da bom jaz zdrava in pač sem lačna in moram vzeti to hrano resno. Drugo je bilo, da izvorna koda, če jaz hočem ostati zdrava, je lahko v vsej hrani, ampak jo ne smem poškodovati. Moram vzeti vse, kar planet daje kot sveto. Potem tretja stvar, ki sem jo spoznala, je, da probam jesti zdaj že dolgo časa, enih 20 let, hrano brez pritiska na sebe, ampak vendarle čim bliže izvornemu stanju, kot je v naravi, torej jem več kot 50%, večinoma tudi 80% surove hrane ali pa toplotno hitreje obdelane hrane, tako na hitro popečeno. Ne jem samo rastlin, recimo vrnila sem se na domače kislo mleko, čeprav dolgo nisem jedla mleko, ker sem videla, da mi dela ogromne težave z zdravjem. In ko sem pa vrnila to izvorno hrano, ki je pa dajala zdravje celi alpski kulturi, pa tam v Tibetu, pa v Afriki določenim plemenom, pa marsikje, ne, sever Evrope, takrat se mi je pa začelo zdravje drastično popravljati. Moj sistem se je začel celiti, obnavljati, tiste težave, ki sem jih imela prej, nič me ni zasluzevalo, ampak se je ta moj predel grla začel zdraviti. Torej, ko sem opustila pasterizirano, pa sterilizirano hrano, to industrijsko mleko, pa še drugo industrijsko hrano, je bil to dejansko za mene radikalni preobrat v počutju, v zdravju. In tukaj vidim, da sem dobila noter s hrano neko drugo informacijo. Četrta stvar, ki so mi jo ta brskanja po zgodovini prehrane po starih ljudstvih prinesla, je pa, da sta dve živili tisti, ki sta danes največji problem, ki povzročata vnetja. Eno je procesiran sladkor, to je daleč najbolj vnetna hrana planeta, to je v bistvu uničujoča koda. Ima tudi karmo suženjske hrane, ne? Ker je procesiran sladkor nastal na plantažah sužnjev v Srednji Ameriki, nekih 300 let nazaj, 400. In drugi problem so pa težave z žitno hrano. Mnogi ljudje imajo ne samo s pšenico, tudi z raznimi drugimi žiti, kadar je to glavnina njihove prehrane. Tako da, veste, zakaj je pa zdaj to? Zato, ker rod Homo, kolikor greste nazaj, ne, se zelo verjetno nikoli ni hranil z žitnimi zrni in preprosto mi smo planet. Mi nismo na planetu, mi smo planet. Mi imamo izvorno kodo planeta Zemlja v sebi in te informacije ni v genetski kodi naših prednikov in jo mi preprosto nimamo, da bi žitna zrna predstavljala glavnino naše prehrane. Vse drugo ja, to pa ne. So nas pa na njo navadili zadnjih 10.000 let. Kdo, kako, to je pa zdaj tema za celo predavanje. Veste, da to izvira iz Mezopotamije. In na nek način je tudi ta žitna hrana v bistvu neke vrste suženjska hrana. Jaz o tem pripravljam seminar, če želite to slediti, se mi pridružite v skupini prvinske hrane in boste izvedeli več. Ampak zdaj je pomembno, da vi veste, sladkor je vnetna hrana, žita pa, ja, lahko rešite to uganko in se jih naučite pripravljati, predvsem jih je treba fermentirati, drož kruhe delati in take stvari.
ne pa tega pojesti preveč, zato ker mi nismo genetsko prilagojeni na to. Izvorna hrana, sem ugotovila, če se tega držim, nadomešča dobesedno lekarno. Jaz zdaj 19 let živim tako in v teh 19 letih cela moja družina, 6 nas je, nima nobene posebne super hrane, ne jemljemo zdravil, ne jemljemo prehranskih dopolnil, v bistvu, če zbolimo, se podpiramo s tem. Naj vam dam za konec še en primer, ko je ravno bilo zdaj Martinovo in ko se pač nekaj ljudi zastrupi z alkoholom in ker bo kmalu novo leto, prazniki, ko se dogaja podobno, vam bom dala en primer, kako se lahko recimo nekdo reši bolnice, če se pač zastrupi z alkoholom. Pred par leti sem to nazorno videla, čeprav sem že prej v teoriji vedela, ampak takrat sem pa mogla sprobati, ker je moj odrasli sin, sicer še najstnik, domov prišel pod vplivom alkohola in stvar je bila precej resna in je v 1 uri je večkrat močno bruhal. Jaz sem malo čakala tam, saj če je bruhal, so šli strupi ven. Hotela sem tudi, da kar naj dobi svojo lekcijo, ampak po 5. bruhanju in izčrpanosti se mi je pa zdelo, da je pa tole malo bo prehuda lekcija in da lahko pristane v bolnici, če ne bom nekaj takoj naredila. In točno sem vedela, katera hrana to zna. To je kombinacija nesegretega medu, čiste vode, pa jabolčnega kisa, in to je slavni grški oksimel. Verjetno gre že nazaj v stari Egipt. 3 deci vode, 2 ali pa 3 žlice jabolčnega kisa, odvisno koliko je močen, toliko da lahko pijete, čim bolj močno, ne sme pa vas čisto zažgati po grlu, 2 žlici nesegretega medu. V pol ure je zaspal, niti enkrat več ni bruhal in čist se je zregeneriral do jutra. In to je bilo, veste, tako močno zaradi tega, ker bakterije v tej hrani, predvsem te kisove bakterije, so nore na sladkor pa na alkohol, ker alkohol je samo transformirani sladkor in one to v bistvu skonzumirajo, odstranijo, transformirajo in izločijo. Isti preparat je zelo dobra pomoč tudi za diabetična stanja, lahko vas reši pred bolnico, lahko potegne nekoga iz diabetične kome, sem že tudi to videla, predvsem pripravki z nesegretim medom, ampak ne smete zdaj imeti tega kisa spasteriziranega, ker pa ne deluje več, oziroma saj ne tako močno, da bi se lahko zanesli na njega v kritični situaciji. In ko med segrevate do 40, to se že spet nič več ne deluje, zato ker se glavni tisti encimi, snovi v medu deaktivirajo pri 37 stopinjah. Sveti gral torej ni nobena posebna hrana ali pa čudežni pripravek, ampak je preprosto odsotnost strahu. Odsotnost strahu pred življenjem. Torej to, da imate stara znanja, knowledge, ne samo science, ne samo znanost, materialistična znanost, ampak knowledge, to, kar so imeli predniki, in to dvoje povežete. In takrat ste vi v miru, ker veste, da so zdravniki stoletja, tisočletja zdravili z tem, kar imate vi danes pri roki. Samo paziti morate, da to ne uničite. In potem seveda lahko še vedno uporabite zdravnike, uporabite sodobno medicino. Jaz sem večkrat rabila, ker imam 4 fante, ki so imeli veliko poškodb in smo rabili urgenco in sem hvaležna za vse to. Ampak ob boleznih pa mi že 19 let ne rabimo tega, zato ker vemo, kaj narediti in ne padamo v paniko. Torej, povežite se z izvorno informacijo planeta, raziskujte modrosti prednikov, zato da boste izžarevali mir,
da boste čez dalje bolj vedeli, kako si pomagati sami. Jaz imam v krogih samozdravljenja ljudi, in vem, da ne prideš do tega čez noč, da je to postopen proces, ampak da je to preprosto zaupanje v življenje. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam čim več zdravja. Meni se kar smeji, najbrž vam tudi, upam, da je tako. Mislim, da iz tistega začetnega vtisa, ki ga je Mojca pustila v nas, da smo z vsako trditvijo, z vsakim spoznanjem, ki ga je razodela pred nami, začeli graditi večje in večje spoštovanje do vsega, do česar se je dokopala, z lastnimi izkušnjami, s študijem antropologije na področju prehrane. Zanimivo, sploh nikoli nisem pomislila, da je tudi to polje, na katerem človek lahko strastno išče neka nova spoznanja, vedenje, razumevanje, knowledge, kot je Mojca na koncu poudarila. Ni danes z nami, ker je, kot si lahko predstavljate, zelo iskana na številnih predavanjih in danes je ravno zaradi tega odsotna. Sem jim pa zelo hvaležna, da se je odzvala, da je videla priložnost v takem nastopu. Tako pri Mojci kot pri Marjanu, Ogorevcu torej, sem zaslutila, da jima je bilo dragoceno, da smo jih povabili na ta forum. Oba sta nekako omenila, da bosta malce provokativna in res je, mi s tem forumom, pa še s kakšnim, recimo s prejšnjim, z dvojno doktorico Ano Vovk, hodimo nekako po robu, malce nenavadne reči, stališča tukaj predstavljamo, ampak v tem je potencial, v tem je strast, žar, odkriva tisto novo, ne tisto, kar že vsi vemo, kar je ustaljeno, kar nas lahko tudi zavaja, kot smo videli. Tako da mislim, da sta tudi ona bila hvaležna, tako kot smo mi njima in seveda vsem drugim govornicam danes tukaj, ker imata publiko, ker lahko govorita ljudem, za katere sta morda celo prepričana, da bomo širili njune poglede, njihove poglede, stališča, tudi povabila k akciji. Vzemimo vse to kot eno popotnico za današnji večer, dan. Hvala lepa, da ste bili z nami do te pozne ure. Predvsem pa vzemimo vse skupaj kot izziv, da to res širimo, smo glasniki in udejanjamo v svojih življenjih. In zato seveda bodimo zdravi in dejavni in strpni in prijazni in spoštljivi in vse to, kar smo danes že našteli. Srečno, hvala lepa.